Dober večer, pred nami je vroče športno poletje, ki se v petek začne z Evropskim prvenstvom v nogometu. Avgusta so na sporedu olimpijske igre. Tudi na domačem prizorišču športa ne bo manjkalo. Že sredi julija se začne nova sezona nogometnega prvenstva. Ker se naša oddaja bolj kot z napovedmi ukvarja s pregledom dogodkov, je zdaj čas, da pogledamo, kaj se je zgodilo prejšnji teden. Začeli bomo s finalom košarkarskega prvenstva. Na sporedu sta bili tretja in četrta tekma finalne serije. Če sta bili prvi dve rezultatsko negotovi do zadnjih sekund, sta bili naslednji dve veliko manj. Helios je najprej zmagal na gostovanju v Laškem 77-65, potem pa v nedeljo pred polno domačo dvorano imel priložnost, da že slavi naslov prvaka. To je Domžalčanom tudi uspelo, zmagali so 64-56, dobili finale s 3-1 v zmagah in se veselijo svojega drugega naslova prvaka v 25-letni zgodovini Slovenske lige. To tudi pomeni, da so si zagotovili mesto v Jadranski ligi in kvalifikacijah za FIBA-ino ligo prvakov. Še nekaj plavanja in atletike imamo za vas. Plavalna štafeta 4x200 metrov, tudi s članico ravenskega fužinarja Janjo Šegel, je dobila tudi uradno vabilo na olimpijske igre in bo tako nastopila v Riju. Zdaj pa k domačemu atletskemu dogajanju. Konec tedna je bil na sporedu atletski pokal Slovenije z vsemi našimi najboljšimi. Tudi tistimi, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah. Članice velenjskega kluba so na dvodnevnem tekmovanju dosegle 3 zmage, kar je izdatno pripomoglo k skupnemu 3. mestu v ženski ekipni konkurenci. Maja Mihalinec je zmagala v obeh sprinterskih preizkušnjah, Jerneja Smonkar je bila najhitrejša na 800 metrov. Atleti celjskega Kladivarja so v moški konkurenci osvojili skupno 3. mesto, v njihovi statistiki pa je bilo kar 8 zmag v posameznih disciplinah v moški in ženski konkurenci. 2 je dosegel Luka Janežič. Poleg svoje paradne discipline 400 metrov je bil najhitrejši še na pol krajši razdalji. Martina Rate je za zmago kopje vrgla 60 metrov in 75 centimetrov daleč. Robert Renner je v skoku s palico dosegel izid 550 centimetrov, na višini novega državnega rekorda 572 centimetrov je bil 3-krat neuspešen. Maruša Črnjul je zmagala v skoku v višino, Jan Brešan na 1500 metrov, Marina Tomič na 100 metrov z ovirami, najhitrejša pa je bila tudi moška štafeta 4x400 metrov. Prijeten športni večer in nasvidenje.